Koliko ste imeli sredstev pod upravljanjem? Približno 2 milijarde. Čisto na začetku, ko je bil Bitcoin, koliko? Mislim, da 5 ali 10 evrov, sem se obrnil na ene fante, ki so takrat že to poznali in so trgovali. Mislim, da sem dal 30 000 evrov. Ampak kaj je fant naredil? Zatipkal se je in je vse sredstva, ki jih je imel v upravljanju, nekomu podaril na njegov račun. Kako se vam pa zdi tukaj povezava recimo med samim zlatom pa Bitcoinom? Bitcoin ima eno značilnost, da je dokončen, ne? Ja. Da ga ni neizmerno veliko. Tako. Se pravi, cena vsaki dobrini, ki je ni neizmerno veliko, raste. Zdaj vprašanje, kaj bo z Ripplom. Ripple je na začetku bil zelo zanimiv. BRICS države so si zadale cilj, da dolar zlomijo, ker to je dominacija Amerike. Če ta dominacija pade Amerika. Se pravi, v Sloveniji, ki ste že prej omenili, nepremičnina je tista, ki je nam najbolj priljubljena, najbolj varna, ne pravijo, da je najbolj tudi zanesljiva. Kako vi na to gledate? Videl sem, a pa srečal sem veliko ljudi, ki so bili prepričani, da so zadeli jackpot in so izgubili sredstva, ki so jih prigarali čez celo življenjsko obdobje, ko so stavili samo na eno karto. Za vas, kaj je najbolj pomembno pri naložbi? Če si pa majhen investitor, se mi pa zdi toliko bolj nevarno, tam do 100 000 evrov, da to poskuša sam. Katera stvar bi rekel, da je najbolj vplivala na vas in kot človeka in kot vlagatelja? Sigurno obdobje 2007, približno 700 000 ljudi je pri tem podržavljanju bank in njihovih obveznic utrpelo škodo. A mislite, da je še možnost, da se tak scenarij kdaj ponovi? Kako imate vi sestavljen svoj portfelj? Pozdravljeni v novi epizodi Incrementum podcasta. Moje ime je Nace Ajtnik in danes v studiu gostim Branka Drobnjaka, enega pionirjev slovenskega kapitalskega trga, ustanovitelja investicijske hiše Poteza ter kluba Poslovni angeli Slovenije, uspešnega serijskega investitorja ter dolgoletnega opazovalca in sooblikovalca slovenskega finančnega prostora. Danes se bo pogovarjala o aktualnem stanju na finančnih trgih, kje so danes priložnosti, kako jih prepoznati in kako jih kot vlagatelj tudi zares izkoristiti. Zanimalo me bo, kako gospod Drobnjak gleda na glavne trende, od inflacije, geopolitičnih napetosti do vloge dolarja, zlata in novih tehnologij, kot sta umetna inteligenca, blockchain in kriptovalute. Še enkrat, gospod Drobnjak, najlepša hvala, da ste nas obiskali. Sem kar vesel v bistvu, da se lahko srečava, pa kar kmalu smo se zmenili. Par vaših podcastov sem se jaz že ogledal, pa se mi zdi, da bi lahko še malo več spregovorili prav na tematiko vlaganja, investiranja. Tako da preden greva pa čisto na to tematiko, pa bi rad, da vas naše občinstvo še malo bolj spozna, tako da bi mogoče začela pri vaših prvih večjih korakov v svetu investicij pa financ. Se pravi, leta 1992 ste vi ustanovili eno prvih pa tudi večjih investicijskih potem hiš Poteza, ko je bil slovenski kapitalski trg še malo v povojih. Krepko povojih, tako. Kako je prišlo do te ideje, kakšni so bili te začetki? Vi ste tako mladi fanti, pa se tega verjetno ne spomnite več, ampak mi smo imeli včasih socializem, pa smo imeli družbeno lastnino in potem, ko je padel Berlinski zid in ko se je zrušil vzhodnoevropski blok, smo seveda se sprašvali, tam smo imeli državno lastnino, pa nas smo imeli družbeno lastnino. Če je zdaj to prevladujoča oblika bila v vzhodnem bloku, pa pri nas, je bilo treba to prilagoditi glede na spremembo v svetu. Svet pa ima prevladujočo zasebno lastnino v vseh strukturah in vseh raznih oblikah. In seveda nismo mogli čakati prav dolgo in smo morali sprejeti predloge oziroma načine, kako bomo to družbeno lastnino pretopili v zasebno lastnino. In to je bilo nekaj različnih metod. Slovenija je po dolgem razmišljanju izbrala metodo kuponske delitve družbenega premoženja, kjer smo vsi prebivalci dobili
neke kupone, ki so bili lističi za glasovanje, kaj bomo kupili od tega družbenega premoženja, in seveda to je bila pa pol tehnika, ta tehnika pa izgledala tako, da lahko so imela podjetja 100% javno ponudbo svojega kapitala, in so delavci bili upravičeni, da so dobili 20% kupili, pravzaprav zamenjali teh kuponov. Ampak mi smo imeli takrat sklad za restitucijo, pa pokojninski sklad, pa seveda sklad, iz katerega so kupovali investicijske družbe. Kar pomeni, ljudje so lahko investirali direktno v prodajo delnic ali pa nakup delnic, kot je bil Lek pa Mercator, ki so šle v javno prodajo celotnega premoženja, ali pa tako, da so vlagali svoje kupone v investicijska podjetja. Jaz sem bil eden od ustanoviteljev skupaj z zavarovalnico Triglav, družbe za upravljanje Triglav, ki je bila po zbranem obsegu druga največja. Mi smo pravzaprav zbirali z javno ponudbo te kupone od prebivalcev, ki niso vedeli, kaj naj kupijo. Mi smo bili tako kot vi, upravljavc kuponov, vi ste upravljavc denarja, s katerim kupujete kriptovalute, mi smo bili pa upravljavc kuponov, s katerimi smo kupovali delnice na aukcijah, ki jih je organizirala država za tisti del premoženja, ki so ga morale dati podjetja v te sklade. No, predtem smo seveda ustanovili še v ex-Jugoslaviji prvo borzo v socializmu oziroma na vzhodnem delu Evrope, in ko smo se mi nekako odlepili od Jugoslavije, smo naredili to borzo tudi v Sloveniji in mi smo bili 4. ali 5., ki je kupil licenco na slovenski borzi, in takrat je bilo nekaj trgovanja z izvedenimi papirji Banke Slovenije, z obveznicami, pa s tistimi prvimi delnicami privatizacijskih privatiziranih podjetij. No, na ta način, tam smo se kalili, seveda pa nismo imeli prav veliko časa, zato ker ta privatizacija zelo hitro tekla in je bilo treba, vsak dan je bila nova slika, vsak dan nove delnice na trgu, in takrat je bil največji problem, ali pa izziv, ne toliko problem, dobiti sredstva v borzno-posredniški hiši za nakup delnic. Namreč delnice podjetij privatizacijskih ali pa kupone so imeli ljudje in so jih morali zamenjati za delnice, ki niso vedeli nič o delniškem trgu, nič o vrednosti, nič o načinu trgovanja, in seveda je to bila priložnost pomagati tem ljudem, da pridejo do gotovine in obenem iskati kupce za delnice. Prav kmalu se je pojavilo tako imenovani menedžerski notranji odkup, ker so menedžerske strukture, ki so natančno poznale kvaliteto svojih podjetij, želele povečati delež delnic, ki jih imajo, in so seveda vzele posojila pri bankah in kupovale delnice tudi od nas. Ali pa recimo so kar prišle do posameznih borzno-posredniških hiš in sklenile z njimi pogodbo, da jim kupujejo delnice po določeni ceni, ki so pač postopoma rastle. Kakšen je bil pa kle, prej ste omenili, da ljudje niso, seveda finančna pismenost je bila takrat še slabša kot zdaj. Še slabša kot zdaj, pa mogoče tudi danes še ni toliko blesteča, se je veliko izboljšalo, veliko se še lahko, ampak pri ljudeh, kaj je bil največji izziv mogoče nekako posameznikov, kaj sem slišal že zgodbe, da so te kupone menjali potem za gajbo pira, ker pač jim je bilo tako nepoznana zadeva. Kako ste takrat ljudi nekako jim dali vedeti, da je to? Recimo poseben izziv je to bil za ljudi, ki so takrat bili stari več kot 50 let, ki niso bili več v delovnem razmerju, 60, in niso poznali iz
svojega neposrednega kontakta z ljudmi iz delovnega okolja, zakaj pravzaprav gre. Tudi če so spremljali televizijo ali pa medije druge, se niso mogli iz tega prav veliko pomagati. Veliko je bilo posrednikov, ki so hodili od vrat do vrat in kupovali te kupone ali pa investicijske bone, če tako rečemo, za polovico nominalne vrednosti ali pa še manj. In oni so pa lahko to naredili toliko, ker so kupili toliko, koliko so imeli obratnih sredstev. Bilo je teh mrež, multilevel mrež, ki so to počele, kar nekaj, nažalost je pa bilo premalo sredstev, tako da je ta proces je šel relativno počasi. Kaj so oni naredili? Oni so potem te kupone prodajali investitorjem v teh družbah upravljavskih ali pa so to naredili direktno za podjetji oziroma z lastniki podjetij, ki so že šli v privatizacijo in so v bistvu želeli dobiti bolj ugodno ceno za svoje delnice. Kaj je bila poteza recimo v svojem najboljših, mogoče največjih trenutkih, koliko ste imeli sredstev pod upravljanjem? Približno 2 milijarde. Približno 2 milijarde, ne. Zdaj, recimo danes vemo, da samo Slovenci imamo okoli 35 milijard na bankah. Ne. Samo na bankah. Samo na bankah, ja. Kako bi vi zdaj mogoče, že takrat ste imeli dober nos za investicije s temi kuponi, kakšen nasvet bi dali recimo podjetju, kot je Incrementum, ne, ker smo še precej manjši, da bi ljudem predstavili oziroma na ta prav način jim predstavili to idejo vlaganja, kako najdete te trende oziroma kako spraviti do tega, da ljudje ne bi imeli recimo samo v depozitih ali pa denarja na bankah. Ne. Kakšne ste takrat recimo prijeme uporabljali? Recimo v obdobju pred letom 90 smo imeli dva velika bazena investicij v marke, pa v nepremičnine. Druga ni obstajala. V obdobju, ko je bila zelo visoka inflacija, je bila prvo vprašanje in prvo pravilo zaščito pred devalvacijo oziroma razvrednotenjem domače valute, takrat dinarja. In zatočišče, nepremičnina in trda valuta. Tako, ja. Danes je to neprimerljivo za tistim obdobjem, če smo imeli 2 asset klasa, danes jih imamo asset klasov, koliko in znotraj asset klasov ogromno podskupin. Kaj bi jaz rekel? Jaz sem čisto na začetku, ko je bil Bitcoin, koliko? Mislim, da 5 ali 10 evrov. Sem se obrnil na ene fante, ki so takrat že to poznali in so trgovali. In sem rekel, bom poskusil, mislim, da sem dal 30,000 evrov v to. In kaj se je zgodilo? Podatki so kazali, da nam krasno raste vrednost, ker je takrat skokovito naraščala. To je bilo še pred tistim enim prvim velikim padcem. Ampak kaj je fant naredil? Zalomil, zatipkal se je in je vse sredstva, ki jih je imel v upravljanju, nekomu podaril na njegov račun. In vsi naši plusi so šli. Druga moja izkušnja je bila, ko smo imeli ICO-je, to je bilo leta 2018, sem investiral v 4 startupe, ki so ICO-je zbirali sredstva z ICO-ji. Evo, pri prvemu sem dobil sredstva nazaj, toliko, da sem pokril izgubo pri ostalih 3, kar pomeni, da sem na koncu bil pametnejši in imel isto denarja na mizi ali pa v denarnici kot na začetku. Ampak sem se nekaj naučil. No, saj za ICO je to v bistvu sploh ni tako slab rezultat. Ker jih je 99 jih je propadlo. Popolnoma, tako da v bistvu ste imeli... Ampak to je bil tak hype v Sloveniji. To so bile vroče žemlje. Ti nisi mogel odvetnika dobiti, ki bi
ICO, ki bi naredil to pogodbo in ki bi izpeljal ves postopek. Izpeljati ICO, kje, zdaj kako ga prodajati, to je bilo. Ampak še vseeno mi je zelo zanimivo, kako ste v bistvu bili dvakrat čist na začetku v bistvu na pravem mestu, čeprav se žal ni šlo, ne? Ampak ste v bistvu res dvakrat zagrabili, ne, Bitcoin pri $5-10, če bi samo danes tisto obdržali, bi imeli več kot poteza, ne, v najboljših časih danes. Tako da zelo zanimivo, da ste... To je bil 10.000-kratni donos, glede na to, kar je zdaj. Tako da zelo zanimivo, da ste toliko na pravem času, v pravem mestu, pa še vedno, ne, kljub temu, da jaz velikokrat slišim od naših strank, ki načeloma, ne vem, so 50 let in plus, ne, da so prestare pa za te nove dobne, ne, pa kriptosredstva, pa kaj je vaše mnenje glede tega, se lahko prestare? Niso, to bo standard, ker je zdaj, ko je umetna inteligenca prevzela vse te muke tipkanja in vsega, ki ti lahko narekuješ, kaj bi rad kupil z glasom, ne, da se mučiš pa da se zatipkaš, je to veliko bolj enostavno. Definitivno pa mislim, da glede na to, da digitalizacija udira z umetno inteligenco v vse pore življenja, ne more ekonomija oziroma finančne naložbe niti slučajno ostati tam, kjer so danes, v kameni dobi. Ja, blockchain je krasna tehnologija, zdaj postaja vedno bolj poceni. Čisto konkreten odgovor na vaše vprašanje, ja, vendar jim pač predlagajte, da tisti del tehnični boste vi opravili in da je ta vaša funkcija zaščitena in da to znate in da imate risk management v skladu z svetovnimi standardi. Tako. Kar pomeni, ja, vi bi lahko bili neka banka zaupanja, ne banka v pravem pomenu besede, ampak hiša zaupanja, kjer ti en del tehnološkega rizika daš v vaše roke in potem spremljaš, morda tudi predlagaš, kaj bi kupovali, ampak še bolj verjetno pa, da se prepustijo vaši tehnični analizi in pač kupujejo košare, tiste, ki so jim najbližje in pa ki jih najbolj lahko razumejo. Ampak pojutrišnjem bo več ali manj vse šlo v tej smeri, da bo digitalizirano. Jaz ne vidim druge možnosti. Recimo, zdajle je en startup v Združenih državah, ki digitalizira zlato, torej potrjene zlate rezerve v zlatih rudnikih in izdaja ICO-je za razliko med tržno ceno zlata in produkcijsko ceno zlata, ki ostane v zemlji. Kar pomeni, ko bo rasla cena na trgu, bo rasla tudi cena zalog, minus, torej tržna cena minus cena produkcije oziroma ekstrakcije zlata, pa še česa drugega, pa seveda njihovega zaslužka. In to se mi zdi lahko zelo dober instrument, da ti zlato, ki je v lepem okolju, ne uničuješ okolja, ampak še vedno ga monetiziraš in tista družba, ki je v lasti oziroma država, ki ima take zaloge, seveda lahko nekaj dobi, monetizira to zlato, ki je še vedno nedotaknjeno. Ja, zelo zanimivo. Kakšna se vam pa zdi tukaj povezava recimo med samim zlatom pa bitcoinom? A se vam to zdi podoben asset class, samo recimo digitaliziran, ali vidite tu kakšne druge vloge bitcoina, ne? Vemo, da tisti, ki so Bitcoin ima eno značilnost, da je dokončen, ne? Da ga ni neizmerno veliko. Se pravi, cena vsaki dobrini
ki je ni neizmerno veliko, raste. Voda v puščavi je zelo draga, pri nas na Irskem pa skoraj nič ne košta. Tam jo imajo zastonj tudi v vodovodu. Zdaj so, mislim, da pred kratkim začeli pobirati neke stroške za dobavo vode, so Irci skoraj znoreli, da niso državnega prevrata naredili. No in z tega zornega kota se mi zdi, da je zlato nekaj, kar ima tradicijo v glavah in tezavracijo. Prvič je redko, drugič je pa zdaj tudi tehnično uporabno. V celi kupici industrij rabimo zlato kot recimo v elektronski industriji in še kje, kar pomeni, da mu narašča povpraševanje po njem, no, večina pa gre v monetarno zlato. Zakaj je zdaj cena zrasla tako zelo? Če razmišljate o investiciji v Bitcoin ali ostale kriptosredstva, vas vabim, da se prijavite na brezplačen posvet s klikom na povezavo v opisu. Tam bomo skupaj ugotovili, ali je to vrstna investicija primerna za vas. Zakaj je zdaj cena zrasla tako zelo? Zato, ker smo mi imeli 80% rezerv centralnih bank, je do pred kratkim bilo v dolarjih. BRICS države so si zadale cilj, da dolar zlomijo, ker to je dominacija Amerike. Če ta dominacija pade, pade Amerika. In Kitajska si je javno zastavila cilj, da z BRICS-om, ker oni in Rusi vodijo igro, pravzaprav dosežejo ta cilj. In z tega zornega kota je logično, da so centralne banke začele kupovati zlato in ga res povečujejo in zmanjšujejo dolarje. In tukaj jaz vidim zdaj povratno zanko, zakaj bo Združene države Amerike tokenizirale tako rekoč svoje obveznice. S tem do zdaj obveznice kupujejo samo zelo, zelo koncentrirano institucionalni investitorji. Tako. Če pa oni to spravijo v kriptosvet, potem bo pa njihova valuta oziroma njihov javni dolg na razpolago množicam. Tako. In to je, mislim, da cilj Združenih držav, da se izognejo pritisku in da naredijo disperzijo investitorjev, ker največji udarec za Združene države je to, da Kitajska ne samo, da ne kupuje več njihovih obveznic, ampak obveznice, ki jih ima, daje na trg, kar pomeni, če ona spusti, če jih da na trg, to pomeni, da avtomatično raste zahtevana donosnost na njihove obveznice, na ameriške obveznice. To je taka velika igra, bi rekel, skoraj svetovnega nivoja. In evo, Američani so videli tukaj priložnost in jaz mislim, da bojo skoraj sigurno zelo koristno spravili v življenje. Ja, sigurno se govori tudi Larry Fink, v BlackRocku že par let zdaj, da se bo vse tokeniziralo, v največjem interesu je sigurno to njihova obveznica, potem pa tudi delnice, nepremičnine, konc koncev, vse se govori, da bo ta tokenizacija kar nepremičnino samo, čeprav je v Sloveniji zelo priljubljena, še vsem, če hočeš kupiti neko naložbeno stanovanje, boš dal kar nekaj 100,000 evrov. Zdaj, s pomočjo tokenizacije se pa to lahko tudi razbije. To so pol te decentralized finance. Tako, DeFi, ja. Zdaj vprašanje, kaj bo z Ripplom. Ripple je na začetku bil zelo zanimiv, ker je izgledal, da bodo to pobrale institucije in da bodo spremenile svoje poslovanje na digitalno področje, pa na nek način vse, kar je vezano na kriptovalute, zelo prehitelo Ripple, tako da ne vem, sploh zdaj ne razumem, kje je. Ja, Ripplova ideja je bila ta, ki jo zdaj danes rešujejo stabilni kovanci. V bistvu, oni so imeli te mednarodne instantne transakcije, dan so to pač stabilni kovanci pogruntali, ker so vezani na ceno bodisi evra, dolarja in je to
neka res stabilna vrednost. Se mi sami, ne vem, tukaj recimo trenutno v Evropi od dan do dan ne vidiš te vrednosti, ko pa ti živiš recimo v neki državi, ki vrednost valute na dnevni ravni pada. Bolivija recimo. No. Argentina. Tako, kjerkoli, v Afriki je zelo uporabljena kriptovalute, tam imajo njihov sistem Kotani Pay in takoj, ko pretvorijo v kriptovalute, uporabljajo to, se zaščitijo pred inflacijo, tako da zaenkrat ta uporabnost, potem pa stroški nižji, ni posrednikov, ni tukaj toliko bank zraven, potem s temi stabilnimi kovanci, tako da v bistvu Ripple so nadomestili te stabilni kovanci, po eni strani. Slučajno sem malo spoznal, kako je to v Afriki. V Afriki so storitve bančnega sektorja tako drage, da to, kar se pri nas obračunava v 0,5%, se tam v 2%. Torej vse transakcije so obupno drage in v Afriki je nastal en poseben sistem trgovanja, kjer je instantno prenos sredstev in sicer imaš točko A in točko B. Ti na točki A položiš sredstva, poveš telefonsko številko tistega, ki na točki B naj dvigne denar in obe točke delujeta kot banke. To je tako star sistem, kot so ga Židje imeli v srednjem veku. Dobesedno isto. S tem, da uporabljamo zdaj sodobno tehniko. Ti položiš, on prešteje kjerokoli valuto od teh glavnih in tistmu, ki je tam in ki se pravilno predstavi, se pravi s telefonom, z telefonsko številko ali pa celo tako, da odprejo telekonferenco in ta potrdi, da je oseba, ki sedi na drugem koncu Afrike, upravičena do teh sredstev, mu oni izplačajo sredstva. Koliko vzamejo? 5 do 6%. 5 do 6%. Ja. Evo, 5 do 6%. Za transakcijo. Za transakcijo, In to je ena najbolj popularnih načinov ta trenutek. In teh mrež je nekaj. No in to so recimo zadeve, ki jih bi lahko kripto rešil. Absolutno. Če ne bi bil to kompliciran, če bi bil bolj enostaven, pa bolj varen, absolutno. In jaz mislim, da to pride čas, ko to bo neminovno. Če imamo to umetno inteligenco, ker lahko toliko stvari preverjamo in naredimo kontrole, zanke, potem jaz mislim, ne more biti kakšne večje ovire, da se tudi to ne bi zgodilo. In to bo pocenilo transakcije. Recimo, kaj je glavni argument, če ste brali zdaj v zadnjem času, za to, da se naredi elektronske, da postane evro elektronski. Mi zdaj plačujemo za to, da delamo elektronsko plačilo, kartično poslovanje. Kartičarji vzamejo 1,5% za transakcijo malemu gospodarstvu, pa tudi velikemu. In vsi kartičarji so pa ameriški. Zračunali so, da Amazon zgubi oziroma kupci Amazona na Amazonovih izdelkov plačajo 150 milijard letno na provizijah kartičarjem ameriškim. Prav malo ni, In če bi on vzel 1/3 tega, da zgradi infrastrukturo, ne stane veliko, da pa lahko vsaj zmanjša na 0,5, pa bo še vedno lepo zaslužil 50 milijard dodatnega k tistemu, kar že tako ali tako dela na razliki v ceni. Pomisleki pa teh CBDC-jih so edini to, ker ljudje pa še vseeno ne zaupajo popolnoma v te centralne institucije, ker kdaj se kaj zalomi ali pa kdo si želi kaj o tebi zvedeti, in prek tega digitalnega evra v bistvu imaš popolno, ne izgubiš tisto recimo neko mero svobode. To je en izmed glavnih, pa se vam ne zdi.
Jaz nimam res nobene ovire, če jaz živim po 10 božjih zapovedih, ki so osnovna etika, predpisana etika, tu kot kjerkoli drugje. Kaj pol? Če sem delal prekršek, pa vejo, da sem delal prekršek, cestno-prometni prekršek, ki jaz jih delam prav preveč, ker imam težko nogo, ampak Bog pomaga. Ker se zamislim, imam polno glavo in potem tam, kjer je omejitev 30, grem 35 in evo ga, 20 evrov oziroma 40 evrov je najmanjša kazen. Ja. Se vam ne zdi problem tukaj? Ne, pa zdaj, če jaz to upam javno povedati, Bog pomaga, zdaj bom pa skrival. Ta neka zasebnost evropska, to je navadno s. Mi smo s tem onemogočili v Evropi nastanek podjetij, ki bi imele umetno inteligenco. Mi smo kolonija za Ameriko, za zbiranje podatkov. A se vam to ne zdi čudno, da evropska podjetja ne smejo zbirati podatkov o Evropejcih, medtem ko ameriška podjetja jih pa lahko. Ne morejo ameriška podjetja zbirati podatkov o Rusih, ker so naredili svoj sistem, ne morejo tega delati na Kitajskem, ker so naredili svoj sistem. Indijci bojo se vsak čas odklopili in zaprli meje, delajo na tem, samo ko bo njihov tehnični nivo dovolj velik, ampak zelo hitro dohajajo. Potem jim ostane samo še Afrika, Avstralija pa Južna Amerika. Se pravi, kakšen se vam zdi recimo trenutno stanje EU, v primerjavi z Ameriko, Kitajsko, Rusijo? Jaz to vidim tako, mislim, da se bo Amerika utrudila od teh svojih poskusov, da bi spremenila kolo zgodovine. Oni so absolutno imperij, ki zahaja. V zgodovini, v pretekli zgodovini je tak imperij bil Anglija. Anglija je po prvi svetovni vojni začela zahajati. In to radikalno hitro. To pa zato, ker so njeni stroški vzdrževanja imperija bili veliko večji od koristi, ki jih je imela z tem imperijem. Amerika ima 900 različnih oporišč vojaških po svetu, ki stanejo ogromno. Res pa je, da smo mi v Evropi se naslonili na njihovo zaščito vis-a-vis, rečemo, Rusije ali Kitajske, in da so oni vzdrževali neko ravnotežje sil, ki imajo atomsko orožje. Danes je tiska pač malo atomsko orožje, ga prvenstveno nima zato, da bo nekoga napadal, ampak ga ima zato, da je bolj prepričan, da njega ne bojo napadli. Če govorimo zdaj Indija, pa Pakistan sta si skozi v laseh, pa sprožajo klasične bitke na mejah, pa diverzantske akcije na ozemlju druge države, ko jih je Indija zraketirala, imajo atomsko orožje, pa niti na pamet ni prišlo, da bi ga aktivirali. Niti slučajno. Še hvala Bogu, da ga niso. Ne, sej to na koncu. To bi se kar hitro zelo slabo končalo za vse. No, ampak zdaj, če se vrnemo, kje ste vi, zagotovo tisti investitorji, ki razmišljajo, in vedno več jih bo o kriptovaluti, posebej, če bo ena od nacionalnih valut, ali bojo Kitajci prešli, ali bomo Evropejci prešli v kripto. In če se bo to zgodilo, kar je zdaj že napovedano v Združenih državah, da bojo pravzaprav stablecoine delali na osnovi njihovih treasury billov, to bo en velik push in takrat bojo taki instrumenti pa podjetja, kot ste vi, zelo iskani. Zato, ker ljudje enostavno ne bomo imeli pregleda, to moraš dnevno spremljati spremembe, ki so pa hitre, pa številne. In to je potem sigurno stock picking, tukaj ne gre. Mislim, da ne. Razen seveda, če si institucionalni investitor, kot si prej omenil BlackRock, kupiš in držiš.
hold to maturity, se temu reče. Kupiš obveznico in ne trguješ na volatilnosti, ampak jo čakaš do tega dneva, ko ji poteče rok, ker dobiš potem vse obresti, odvisno od tega, kakšna pa če, ne, in glavnico nazaj. Ja, se tako je, ne, pri kriptovalutah, pri kriptosredstvih, mi tudi gledamo bolj dolgoročno, ne, iz vidika, ker sami poznate trge, kriptotrg, ne vem, koliko ste se z njim srečali, v kakšnih kratkotrajnih trading, to je kot klasičen trg na steroidih ali pa še več. Ne. In to so zadeve, ki dnevno pridejo, naredijo par tisoč, 10.000% in potem jih naslednji dan pa več ni. Ne. Pokupijo jih tisti skalperji, boti, razdelijo jih med svoje kolege, kovance, ne, recimo, pa boh ne dej, da rečem, ampak Trump pa Melania, kovanec, ki sta bila, ne. Trump kovanec je bil v enem dnevu večje podjetje kot Porsche, ne, pač po tržni kapitalizaciji. Ne. To smešno, zadnji praktično pa ni bilo nič. Ne. Tako da naslednji dan seveda predvidljivo cena pade za 90%. Ne. In po drugi strani gledaš ti te kriptovalute, kako pridejo pa grejo, ko naredijo 300-400%, potem pa počasi, ne, če je v zadnji res tisto, kar je. Ne. Tako da mi v bistvu pri našem podjetju gledamo predvsem na tehnološko stran, ne, tako kot ste se prej sami govorili, ko bo prišlo do te tokenizacije, do uporabe, do stabilnih kovancev, da vlagamo v to infrastrukturo, predvsem, ki bo to omogočala. Ne, ker, mislim, da zdaj Solana je ena infrastruktur, pa ta je malo modernejša. Malo modernejša, tako Ethereum je starejši, pa največji, recimo. Ja. Jaz bi prej rekel, da kaj takšnega, kar dejansko dela denarni tok. Te in Solana in vse druge platforme, ki omogočajo, imajo denarni tok iz naslova dejavnosti. Medtem ko sama valuta pa nima denarnega toka in tukaj je ta razlika. To je samo dejstvo, da je povpraševanje večje. Če je povpraševanje večje, omenjeni coini familije Trump, je to. In če je reklama dovolj velika, in ta en tweet Trumpa je dovolj. Pa ba še kar nekaj milijard v žepe. Tako da zelo zanimiva zgodba in tudi ta del, ki ste ga rekli pri blockchainu, je še neprijazen ta uporabniška izkušnja. 30.000 evrov v Bitcoin, ki je bil $50, pa samo en naslov, pa se zdaj mogoče en zelo, zelo dober gospod, ki je pogledal na svojo denarnico. Tako da to so v ozadju stvari, ki jih je treba, ta Web3, blockchain, ki jih je treba še definitivno poenostaviti, spiltno, ampak takrat, ko bo to tako preprosto, kot da greš na banko in kupiš, verjetno tudi ne bo več takih priložnosti. Tako da je treba na ta prav način s tem delati. No, če bo nekdo to tehniko naredil, tako recimo, kakor je tehnika kripto oziroma veriženja, če bi nekdo to naredil, da boš poenostavil in da boš imel ne tako zahtevne postopke, kot bi bilo, če govorimo danes o plačilu čez internet oziroma čez telefon, se imamo dvakratno, trikratno zelo preprosto preverjanje, sem jaz in ali sem dal nalog ali ne. To se pravi, nekaj podobnega bi bilo treba narediti tukaj preprosto, večstopenjsko, kar pomeni, da onemogočiš fraude. Tako. Je pa potem še tukaj to vprašanje. So platforme, ki so recimo da relativno lahke za uporabo, potem pa se zgodi FTX 2022, Bybit, kar naenkrat ne moreš do sredstev, pa ni več tako. Pa tudi vsi, ki imajo to na teh svojih telefonih, vdorov, prevar, sami veste, koliko je, malo morje, tudi Evropa tega ne kaznuje. Najbolj se ukvarja s tistimi posredniki, ki pošteno delajo. Ja, tam je kaj za vzeti. Tisti, ki so izgubili, tem ne moreš nič vzeti. Ja, tako da je še kar nekaj stopenj, preden pridemo do tega. Mogoče bi vas še vprašal, če prej si rekel, kje je Evropa, kje je Amerika. Evropa je opazovalec, kaj se dogaja v svetu in komentira to. Ko smo bili v Silicon Valley, so rekli, pogledajte takole,
mi vas Evropejce vidimo, da hodite po parku, mi tečemo, Kitajci se pa vozijo z motornim kolesom po poti ob parku. Ja. To je približno to. Ampak zdaj, ko je Trump dal v četrto, ne, Zdaj že šprintajo. Ja. Zdaj pa je vprašanje, koliko časa bojo lahko šprintali. Koliko časa bojo šprintali, preden jih ta dolg ne bo ujel. Ampak ni. Prednost tega sistema, ki ga imajo Kitajci, da motivirajo ljudi in da znajo izbrati tiste segmente razvoja industrije in storitev, ki kažejo največjo propulzivnost ali pa največji možen prihodek v budočnosti, v to vržejo ogromna sredstva in brez milosti. Koliko so oni v robotiki naredili v kratkem času. Koliko so naredili v umetni inteligenci, koliko so naredili v biotehnologiji. V biotehnologiji smo mi v Evropi bili svetovni prvaki. No, jaz imam eno podjetje, se imenuje ACS Bio, se ukvarja z biotehnologijo. Mi smo pred 10 leti, naši glavni kupci storitev za izboljšanje procesov, biotehnoloških procesov v industrijah, ki proizvaja razna zdravila ali pa vitamine in kaj podobnega, so bili Kitajci. Danes so skoraj zginili z naše nakupne liste in so glavni kupci Evropejci pa Američani. Zdaj pa še Američani odhajajo, glede na to, da je Trump požagal vse, kar je novega pa raziskave in gre v bistvu na tradicionalno industrijo. Tako da so tam nekatere industrije, ki so povezane z zelenim gibanjem oziroma s tem krožnim gospodarstvom, praktično čez noč ostale brez sredstev. In tukaj je neka možnost, ampak ta niša ne bo dolga časovno, da bi lahko Evropejci z hitrimi ukrepi privabili veliko znanja, ki je ostalo brez financiranja v Ameriki, če ne bojo šli kam drugam. Tako da, na žalost, jaz velikokrat slišim od mojih kolegov, mi postajamo muzej voščenih lutk v Evropi. Ja, taka je zdaj, ne, trenutno nas gleda svet, ne, kot tiste, ki nismo več tako proaktivni, ne, od tega imperija, ne, angleškega in vse to, pa zdaj, kar se je dogajalo v zadnjih 30 letih, se res ohlaja, ne, pri nam in razvoj in gospodarstvo, tako da žal ne zgleda, ne, najbolj. Ja, ampak zdaj investiranje pa seveda globalno in če vzamemo to vaše področje, je absolutno, ne, nalaganje v izdelke ali izvedene produkte kriptovalut je absolutno nevezano na lokalnost. Ja, tako. In to je ena lepota. Ja, ena lepota tega, ne, da se nisi vezan samo na en trg, ne, tako da tudi takrat v času recimo ZDA prejšnje administracije, ne, je bil nek črno obdobje recimo za kripto, ne, predvsem zaradi regulativnih pritiskov, zdaj ne bi bil v nekem zlatem obdobju, tako da tisti čas je Azija recimo prevzela, ne, ker nek del razvoja. Prvenstveno zato, ker so na Kitajskem imeli ogromno, oziroma imajo še vedno ogromno termoelektrarn na premog, in te so delale, termoelektrarne ne moreš vključiti sam čez dan, moraš imeti prižgano dlje časa in zato so potem prodajali električno energijo za majnenje po noč zelo poceni. Ali pa so sklenili pogodbe, tako da so bili oni pravzaprav v nekem obdobju skoraj 80% majnerji. Zdaj ne vem, kako je v zadnjem obdobju, ampak mislim, da je še vedno njihova električna energija precej cenejša. Delajo pa zdaj na tem, da bodo naredili te reaktorje na atomske majhne, ki jih bodo delali v tovarnah, tam do 300 megavatov, ki bi jih lahko pač postavljali v industrijskih ali pa stanovanjskih kompleksih namesto teh velikih elektrarn. Ja, seveda ne, oni po eni strani nimajo teh zelenih zadržkov, ki pač so sicer
Ne bi bilo fino, da bi se jih vsi držali, ampak realnost pa je, da tisti, ki se jih ne bo pač gospodarsko na boljšem, ne, seveda. Ne. Tako da v Evropski uniji smo se tudi zaradi teh, ne, ker smo zavestni, recimo, ne, do te mere po eni strani postavili neke omejitve. Ne. Ja, ampak glej, v Nemčiji so 3 elektrarne, ki so bile zgrajene, dekomponirali. Ja. Ker razgradili so jih, ne da bi jih pustili pa vzdrževali, če slučajno pride do potrebe, da bomo jih vklopili, ne. Tako da danes tam ni, samo infrastruktura je, jih ni mogoče ponovno vzpostaviti, zagnali so pa termoelektrarne, ko je bila kriza. Ja, se ni. Halo. Ja. Veliko več onesnaženja. Ne. Atomske energije v Nemčiji se pač bojijo in so rekli, tega ne bomo imeli, čeprav je, ne, vse kaže na to, da je najbolj čista, najbolj efektivna. Poglej našo nuklearko, pa neka država iz vzhodnega bloka, tako rekoč. Pa tretjino je Slovenije. Ne, je ena najbolj referenčnih Westinghousovih elektrarn, najboljše vzdrževana, že 2-krat podaljšano obratovanje in absolutno ok. Za vzor drugim. Žal tega se bojijo in so rekli, da ne. Jaz bi vas pa še vprašal, glede, to so že prej v uvodu povedala, še drugih naložb. Se pravi, v Sloveniji, ne, ki ste že prej omenili, nepremičnina je tista, ki je nam najbolj priljubljena, ne, najbolj varna, ne pravijo, da je najbolj tudi zanesljiva. Kako vi na to gledate? Ne? Jaz gledam tako, vse je odvisno od tega, koliko sredstev kdo poseduje. Recimo, mi imamo zdaj obdobje, ko baby boomerji zapuščajo delovno razmerje oziroma zapuščajo premoženje, podjetja svojim naslednikom. Ali pa, če nimajo naslednikov, enostavno prodajo podjetja. Morate vedeti, da v Sloveniji je jedro slovenske industrije so mala in srednja podjetja, veliko teh je pa v zasebni lastnini. No, dobro, zdaj je vse zasebno, ampak zasebno, družinski lastnini. Ja, tako. Ja. No, in iz tega razloga, seveda, ko oni prodajo svoje premoženje oziroma podjetja, pridejo nenadoma do velikih sredstev in so postavljeni pred izzive, kako obdržati vrednost ali pa na nek način vsaj neke minimalne donose dosegati, ker njim ne gre toliko, da bi kopičili dodatne dobičke, ampak da ne zmanjšujejo vrednost premoženja, ki so ga ustvarili do zdaj. In zato je tukaj najbolj pomembno, da se obrnejo na profesionalne investitorje, ki jim najprej naredijo razrez premoženja v nekaj asset klasov, odvisno, da si želijo v kovine, ali si želijo v nepremičnine, ali si želijo v delnice, ali si želijo v obveznice. Mislim, in seveda eden od pomembnih asset klasov, vedno bolj pomemben, v vse elektronske naložbe, kriptovalute in vse, kar je s tem povezano. In ko to razrežejo približno, takrat je potem jasno, da se išče upravljavca, specialista za posamezno teh področij. No, in to običajno delajo upravljavci skladov ali pa premoženja, ki imajo potem pod svojo organizacijsko kapo upravljavce ali pogodbene ali pa dejanske za posamezne asset klase. Če pa nimajo, pa si pomagajo z sodelovanjem z drugimi kolegi. In to je, mislim, da edini način, da tisti, ki dobijo finančno premoženje naenkrat, ali pa tisti, ki podedujejo, recimo, obdržijo razsodnost in da jih ne zapelje tako kot tiste, ki dobijo na loteriji, pa praviloma po 5 letih nimajo ničesar več. In zato se zdaj razvijajo torej upravljavci premoženja, profesionalni, pa family office.
To je za teta velike. Za male so pa skladi po posameznih asset klasih ali pa upravljavci, ki so specializirani, bi rekel, ne kot skladi, ampak kot ponudniki storitev za posamezne asset klase. Ampak na vsak način, če si pa majhen investitor, se mi pa zdi še toliko bolj nevarno, tam do 100,000 evrov, da to poskuša sam. Veliko ljudi, ki so poslušali prijatelje, so slučajno zadeli pravo obdobje in naredili razliko v ceni pri kriptovalutah ali pa pri čem drugem, pri kakšnih delnicah, in so stopili ravno na koncu nekega cikla, so potem pri najboljšem na svetu pravzaprav sredstva izgubili. Zato je izjemno pomembno, tudi če imaš manj, da to razpršiš. Še bolj, kot če imaš veliko. In seveda to je prvo in temeljno pravilo. In če nimaš ekspertize in če se s tem dnevno ne ukvarjaš in ne spremljaš internetnih in drugih medijev, potem seveda boljše, da zaupaš upravljanje profesionalcem. To se meni zdi eno od ključnih vedenj. Videl sem, pa srečal sem veliko ljudi, ki so bili prepričani, da so zadeli jackpot in so izgubili sredstva, ki so jih prigarali čez celo življenjsko obdobje, ko so stavili samo na eno karto. Ja, to je res, ne, ni smešno in se kar prepogosto dogaja, ne, ker pač ljudje še nimajo tega zaupanja, sploh v Sloveniji, ne, da bi prepustili upravljalcev premoženja. Jaz bolje vem. Ja. Mislim, to je prepričanje. Slovencu prodati storitev svetovanja je ena najtežjih nalog. Halo, ti boš mene zdaj učil, jaz pa vendar vem, saj sem tam prebral, pa sem to naredil. In potem je to površinsko znanje, ki običajno stane zelo veliko. Ja, je kar zelo draga šola. Ja. Če vas lahko vprašam, kakšen ste pa vi osebno vlagatelj? Zdaj že ste povedali parkrat startupe, zagrabite te nove tehnologije, ampak če ni preveč zasebno, okvirno, kako imate vi sestavljen svoj portfelj? Ja, moj portfelj je zdaj bolj klasičen, kar pomeni nekaj nepremičnin, obveznice. Sicer iščem take, ki imajo malo večji donos, ampak še vedno obveznice, ki so pokrite s collateralom, kar pomeni z nepremičninami ali pa s kakšnim drugim premoženjem. In tekoče imam, koliko pa imam zdaj, 4-5 startupov, teh stalno jih gledamo, stalno jih sicer analiziramo, tudi kakšne manjša sredstva vlagamo, ampak tukaj je tako, 1% je super dobrih, 10% jih nekako preživi in vrne sredstva, vse ostalo pa lahko odpišemo. Kar pomeni, da ko greš v startup, moraš imeti to pred seboj in toplo svetujem, da tisti, ki niso nagnjeni temu tveganju, raje ne vstopajo v startup svet, zato ker je to je daleč najbolj rizičen asset class, ki si ga lahko zamislite. Res? Ja, Startup? absolutno. Zanimivo. Ja. Ker je vprašanje izbire branže, B, vprašanje časa v tej branži, kje so te startupi. Ali smo na začetku nekega cikla, ali so na sredini, ali so tam že, ker je umrljivost zelo jasna in zelo velika. Druga stvar pa, ki je pa veliko bolj pomembna od enega od obeh teh stvari, je pa upravljavci oziroma startup menedžerji.
V bistvu pri startupih mi vlagamo v ljudi, ne toliko v stvari, ker stvari še ni. Mi nimamo track recorda, torej nimamo podatkov, nimamo bilance nazaj, mi moramo oceniti, ali je to, kar startup predlaga, nekaj, kar ima smisel in je v trendu oziroma v tem evolucijskem razvoju zdaj v pravem trenutku, ko bo trg zagrabil ali ne. In seveda, a bojo nosilci startupa sposobni to realizirati. No, in tu razlikujemo nosilce idej, ki poslušajo, pa tiste, ki so trmasti, pa ne poslušajo. In tisti, ki so trmasti in ne poslušajo, je to, kako je že ena pesem, avtocesta do pekla, ne? Runway to hell. Res, startupi morajo biti, ali pa menedžeri startupa morajo biti vztrajni, to ja, ampak ne pa trmasti. Ne? Ker če jih ne uči trg, če dobivajo informacije, da morajo produkt spremeniti, dopolniti, oni pa tiščijo svoje, potem bog ne daj, čim prej ven iz takega startupa. Ja. Kakšen je pa vaš proces, ne? Zdaj ste mi povedali za startup, kako analizirate predvsem ljudi. Kako pa pri naložbi gledate? Podobno tudi gledate ali gledate bolj na cikle, kje smo? Najprej gledam industrijo. Ja. Potem pa gledam cikl v državi, večino mojih investicij je blizu, tukaj v okolici. In tu lažje zaznaš cikl, pa ugotoviš, kakšne so te mikrorazmere. In potem pa seveda sama ekonomika projekta, pa riziko. Riziko je, se pravi, odvisno od cikla. Če si v napačnem ciklu, ko recimo greš v gradbeništvo leta 2007, ni bila prava odločitev. Ali pa če si posodil denar gradbenikom 2010, tudi ni bila dobra ideja. No, danes je razvejanost naložbenih priložnosti v Sloveniji precej večja, kot je bila. Mislim pa, da s tem, ko se že formirajo prvi family office pa upravljavci premoženja, da bo tega še več. Kaj bi jaz dal na svet? Pogledati celotno sliko investicijskih upravljavcev, se pogovoriti z njimi, poskusiti več njih in po malem sredstva vlagati. Tudi če nekaj časa stojijo, ko dobijo investitorji izkušnjo, osebno odnos z izvajalci in tudi nek donos, ki vidijo kje, kako, ker skozi ta odnos se učijo. Oni se bojo več naučili od razgovorov z potencialnimi upravljavci in videli razlike med njimi, kaj kdo preferira in kakšno tehnologijo upravljanja ima, kot pa če greš v branje internetov pa teh gurujev, ki imajo sicer dobre nasvete, ampak za en svet, ki ga ni pri nas. Kako se vam pa zdi glede, prej sem že omenil, da kriptotrg je tudi cikličen, ampak precej na steroidih, hitrejši. Hitreje se obračajo te cikli in rast cene, tudi vse je bolj volatilno. In kaj je najbolj značilno, kar smo se tudi mi in vsi ostali že naučili, da večina ljudi vstopa na trg takrat, ko so cene visoko. Klasično. Ja, seveda. Seveda mi poskušamo vse to povedati, kakšno je stanje, da mogoče zdaj bo zadeva prej padla, preden se kaj nadaljuje, ali pa kakorkoli, ampak
treba je še vsem gledati dolgoročno. Zato, ker takrat, ko se začne rast cen, tudi 24 ur vsi objavljajo, ja, Bitcoin toliko, Bitcoin vsak dan več, in takrat ljudi tisto zagrabi, da ne bom še jaz zamudil in potem vstopajo, seveda ne pri visokih cenah. In na zadnji vagon. Ja, tako. Sicer pač vemo, da resni finančni trgi na dolgo rok načeloma rastejo, je pa to lahko zdaj tudi vprašanje, koliko časa bo trajalo. Kakšen je vas nasvet, kako v ta pravem trenutku vstopati recimo na trg? Ja, jaz sem gotovo, da je tehnična analiza pri kriptovalutah zelo pomembna. Ja. Imamo dva obdobja. Imamo obdobje, ko je bila disperzija investitorjev zelo velika in takrat je bila tehnična analiza absolutno dobro vodilo. So cikli pač šli po tehnični analizi in si jih lahko zelo jasno napovedal. Medtem ko danes, ko je, ali pa vsaj v za nekatere naložbene razrede, so nekateri veliki igralci ameriški prevladujoči, pa Kitajci, pa mogoče Korejci. Skratka, trg se je zelo monopoliziral, ni monopol, ampak je pa polipoli so, in nekdo, ki je velik igralec z premikom, lahko potegne cel trg za sabo. Tako. To je enako kot na trgu opcij, kjer z velikim leveričem, z malimi vložki, pravzaprav, oziroma z malimi osnovnim kapitalom, lahko premik malim. Nekaj 100 milijonov premikaš realen trg. Vendar zdaj v zadnjem času se mi zdi, da je zdaj zelo pomembno, da spremljaš, kaj pa makroekonomsko se dogaja na področju urejanja zakonodajnega okolja in kako zna to vplivati na gibanje celotnega trga. In seveda tudi konkretne valute. To, kar se je zdaj zgodilo v Združenih državah, se meni zdi, da bojo slej ko prej ostale države sledile. In če Amerika bila vedno trendsetter, in oni so tam vedno inovirali, vsi novi finančni produkti so prišli pravzaprav od tam. Tako. Kitajska si ni nič izumila, Japonci tudi ne, Nemci še manj, mogoče Angleži, se pravi London, pa New York. V glavnem New York, potem pa je London povzel, pa prodajo to po širnem svetu. Tako da iz tega zornega kota, zelo pomembno zakonodajno okolje, oziroma trendi, kaj se razmišlja, kam pa drugo, kako tehnika vpliva, razvoj tehnike vpliva na možnost trgovanja. In jaz mislim, da tukaj je pa zdaj podjetje, kogar ga imate vi, zagotovo mora imeti neke eksperte v bodočnosti za samo tehnologijo, se pravi nekoga z umetno inteligenco, z globokim poznavanjem umetne inteligence, ker to bo, AI bo ključna stvar. Ja, absolutno. Se strinjam, in tudi povezava med AI-om pa decentraliziranim financam je že zdaj ogromna in še vedno globja bo. Zdaj zaenkrat še ni generativni AI, se pravi, da sam še ne more razmišljati, tako da zaenkrat so bili te poskusi z finančnimi AI agenti, ki so sami trgovali, do neke mere so bili uspešni, potem pa, ko se je trg zasičil, so pa hitro za vsak AI, ki je tako na tak način delajo, bo en, ki je točno kontra in se je potem izpostavil tista 50%, se pravi, da noben ni nič naredil. Tako da zelo zanimiva tehnologija in pomaga pri vsem, pri analizi, pri nakupu, pri vsem, pa vsak let nerealne premiki. Sej Nvidia ne bi bila 4000 milijard vredno podjetje, če se ne bi AI tako razvijal. Sigurno. Tako da stvari res kažejo v to smer. In mi upamo, da smo na ta pravem mestu, ob ta pravem času. Sem vas pa hotel še vprašati, za vas, kaj je najbolj pomembno pri naložbi? Je to donosi, varnost, likvidnost, potencial? Kaj je za vas? Likvidnost je ena od elementov varnosti. Se pravi, če
odvisno od tega. En del naložb moraš imeti likvidnih, ker ne veš, kaj se zgodi. Če se zgodi nepričakovane razmere v tvojem osebnem življenju, potem pač to najprej likvidiraš, ostale stvari, ker je pač likvidnost zagotovljena, so pa praviloma tam, kjer je likvidnost velika, donosi pač manjši in potem greš naslednje stvari likvidirati, ki pomenijo najmanj škode za celotno vrednost portfelja. Povejte mi še, kako pa vi danes ocenjujete stanje na finančnih trgih? Se pravi, a smo v nekem trenutku, ko moramo biti recimo posebej previdni, ali vidite kakšne priložnosti, inflacija, geopolitične negotovosti? Kako ocenjujete trenutno stanje na finančnih trgih? Ja, jaz ocenjujem, da je celotna ekonomija svetovna sloni na dejstvo, da je dolar dominantna valuta, v kateri se odvija približno 60%, eni pravijo že 55%, samo svetovne trgovine. Za to trgovino morajo Združene države izdati dolarje. In svetovna trgovina raste 4-5% ali pa 2-3% na leto, odvisno tega. Bolj raste, več mora centralna banka izdati dolarjev, drugače ni likvidnosti in drugače se vsa ta trgovina ne more opraviti. Ko prihodki v dolarjih prihajajo, jih seveda nekaj se prelije v druge valute, ampak dobršen del dobička iz teh trgovin ostane v dolarjih. In kam grejo? Grejo v dolarsko območje. In kaj je dolarsko območje? Borzni trgi Amerike. In zato je cena ameriških delnic tako velika, zato ker je obseg trgovanja v dolarjih še vedno, govorimo zdaj, je sicer rast manjša, ali pa delež v trgovine še pada v dolarjih, gledano v svetovnem merilu. Ampak absolutna številka je pa še vedno ogromna. In ta denar pritiska v to posodo, ki ima končno velikost. To je tako kot končno število bitcoinov, in če jih hoče več ljudi imeti, je pač sam cena raste. In tako je z ameriškimi vrednostnimi papirji oziroma delnicami. Ja, saj rastejo, res da rastejo, ampak če pomislite, kakšna sredstva oni lahko zdajle zberejo za vlaganje v umetno inteligenco, to nobena druga nacija si tega enostavno ne more zamisliti, kaj šele izvesti. Razen seveda Kitajske, kjer pa Kitajska te svoje milijarde, ki jih ima suficita v svetovni trgovini, lahko z državnim dekretom skozi budžet ali pa skozi druge oblike usmerja v to, da dohiteva in prehiteva tehnološki razvoj ostalih držav. In tukaj jaz vidim, da oni so prevzeli zdaj fotovoltaiko, prevzeli so baterije, vsak čas bodo prevzeli totalno robotiko, ker nimajo omejitev. AI so tako, zato ker ni, tam celo lahko snimajo obraze na javnih mestih in to je vse v data centrih njihovih, kar pomeni, da ima face recognition daleč najboljši na svetu, absolutno. In zdaj še v biotehnologiji, ker mi imamo 101 oviro za eksperimente v biotehnologiji, tam je pa to zelo odprto, kar pomeni, da mi sami sebi postavljamo ovire, pri tem smo mi zelo inovativni v Evropi. Mi smo GDPR uvedli, zdaj smo MiCO uvedli za kriptovaluto. GDPR smo uvedli, da smo onemogočili kakršnokoli zbiranje podatkov in zato nimamo nič, zato nimamo Amazonov in vseh drugih Facebookov in podobno, niti v zasnovi. In ne vidim nobene usmeritve, da bi dohiteli ali pa prehiteli. Ta zelena agenda, ki bi naj nas razlikovala od drugih, ne da ekonomskega učinka.
Mi nismo prodrli z električnimi avtomobili, to smo zamudili, se pravi, nemška pa francoska industrija sta zahtevali zaščito, da bomo imeli še motorje, plus tega so nas goljufali, Dieselgate, ne. Takrat bi se mogle vlade evropske zbuditi in ugotoviti, da oni delajo prevelike dobičke, jaz ne vem, kam jih spravljajo, ampak sigurno ne v razvoj, verjetno v dividende, in to je to. Enostavno nismo več konkurenčni. Če pomislite, da so Kitajci zadovoljni z neki procenti dobička in vse gre v razvoj, mi pa zahtevamo rast donosov multinacionalk v Ameriki in po Evropi 20% na leto. Pa. To je nezaslišana zahteva. To lahko pelje samo v ekstrakcijo ustvarjanja vrednosti tam, kjer je dejansko smo jo naredili. Ne. In če pogledate sistem ameriškega finančne industrije, vidite, da večino vrednosti se naredi v tistem delu, ki jim rečemo ekstraktivna industrija, finančna, se pravi, vsa nadgradnja, vse, kar se nove vrednosti ustvari, se lahko potem vrti v finančni strukturi. Finančna industrija ne dela nove vrednosti. Ona samo prelaga ustvarjeno novo vrednost iz primarnih sektorjev potem med druge igralce ekonomije. Tako. Je že Evropska unija ima ta problem, da mi po eni strani bi radi zaščitili svojo industrijo, recimo avtomobilsko, pred kitajskimi veliko let naprednejšimi avtomobili. Električnimi. Tako. In tudi vsem ostalim. Bi radi to luknjo pa zafilali z poceni delovno silo. Se zdi, da očitno je to neka ta prava rešitev, namesto da bi pač pustili trgu, da se malce bolj sam regulira, da ne postavljamo take carine, zato da potem kupujemo, novega Cliota za 30-40 tisoč evrov. Pa fotovoltaika. Fotovoltaika, če hočeš imeti zeleni prehod, bi v bistvu mogel imeti vetrnice, pa fotovoltaiko izjemno poceni. Mi zdaj nimamo več ene resne tovarne v Evropi, ker je naše cene so neprimerljive in potem investitorji rečejo, a naj zdaj kupujemo neko evropsko fotovoltaiko, ki je 3-krat dražja in ne bomo nikoli uspeli narediti rezultat na fotovoltaiki, se pravi poceni električno energijo, če ne kupimo kitajske fotovoltaike in seveda teh hranilnikov energije za visoko napetostne kapacitete. Hotel sem vas še malo povprašati o temu vašem klubu Poslovni angeli Slovenije. To ste leta 2007 začeli to zgodbo, če je res. Takrat, kako je bilo težko povezati start-upe z vlagatelji? Je bila to večja, recimo, naloga, kot bi bila danes? Ne, mislim, da je danes težje to narediti. Takrat smo živeli v tem obdobju privatizacije, družb za upravljanje, prevzemov podjetij, prvih že prodaje kuponov, pa nakupov delnic. In je vrednost, to je bilo eno obdobje, ko smo v Sloveniji pravzaprav najbolj radikalno dobro izboljševali standard pa ekonomsko klimo. In takrat je bila in na krilih te miselnosti in dobre volje ni bilo prav težko dobiti investitorjev in jih navdušiti za to, da so postali člani in da poskušajo nekaj sredstev, ki so jih zaslužili v privatizaciji, investirati v novo nastala podjetja. Nismo imeli izkušenj in smo se kar navdušili nad posameznimi predlagatelji. Pri eni smo imeli več sreče, pri drugih manj, ampak to je bila ta šola tam do leta 2009. Takrat 2009, ko je potem Lehman Brothers šel
v stečaj in smo imeli v bistvu največjo krizo po letu 2021. Worldwide je seveda navdušenje upadlo in jaz sem potem na nizkem ognju držal Klub poslovnih angelov, ki pa je ponovno zaživel tam leta 2018. Ker ste glih omenili to krizo, ne? Zdaj v življenju ste dali že kar nekaj zanimivih epizod, tako bodi si finančnih, globalnih, ne, spremembe sistemov. Katera stvar bi rekel, da je najbolj vplivala na vas in kot človeka in kot vlagatelja? Katera izmed teh epizod? Sigurno obdobje 2007, 2010, 2011. Mi smo opazovali in analizirali Združene države pa njihovo krizo v nepremičninskem sektorju, pa v sektorju vrednostnih papirjev in ocenjevali, da ta ne bo pljusknila v Evropo. Nismo pa vedeli, da so oni izdali te izvedene produkte, kjer so iz slabih naložbenih razredov delali dobre naložbene razrede in zalili s temi slabimi naložbenimi razredi in njihovimi obveznicami tudi Evropo in ostale države. In ko smo to spoznali, je bilo že prepozno. 2007 smo rekli, ne, se bo v redu. Mi smo imeli 2007, mislim, da 70 milijonov dobička na potezi. 2008 smo ga imeli enih 30 in 2010 smo šli v stečaj. In to prvenstveno zato, ker smo imeli dobre naložbe, ki smo jih delno financirali s krediti. Banke so zahtevale vračilo kreditov, mi pa nismo mogli, ne da nismo mogli poceni ceneje prodati, mi nismo mogli ničesar iz našega portfelja, ne Ljubljansko banko, ne Zavarovalnico Triglav, ne Zavarovalnico Adriatic, pa ne Zavarovalnico, recimo kot najbolj Savo, nikomur, nihče jih ni želel kupiti. Jaz sem prepotoval pol sveta, da bi delnice, ki smo imeli 9% delnic Ljubljanske banke, poskusil vnovčiti. Bil sem v Singapurju, bil sem na vseh državah Bližnjega vzhoda. Bili smo na Kitajskem, tudi tam ni šlo. So kazali neko zanimanje, ampak potem, ko so pogledali globalno sliko, pa majhnost Slovenije, so rekli, da jih ne zanima. In to je bila ena najhujših trenutkov, ko se ti sesuva to, kar si gradil recimo 15 let. In nimaš nobenega dejanskega vpliva na spremembo, ker je to izven tvojih okvirjev možnosti ukrepanja. Spravi, vse, kar smo imeli, smo pripravili gradiva za prodajo in obiskali potencialne kupce, ki pa niso imeli apetita. In potem se je seveda končalo tako, da smo najprej dali v stečaj Poteza naložbe, potem pa še skupino, ker so banke zahtevale vedno večje obrestne mere in tudi stroške za odobravanje obdobja, ko so pa dajale kredite, na koliko so dajale kredite, so se pa iz 2 let zmanjšali na 6 mesecev. Potem je bilo nemogoče dobiti nova sredstva za to, da bi lahko čakal. Če bi mi lahko takrat izdali obveznice in počakali z take, ki bi bile brez obresti, da bi bile bullet, kar pomeni, da bi plačali obresti in glavnico na koncu, recimo na 5 let,
ko se je evropski trg pobral in tudi ves naš portfelj pridobil nazaj, dobršen del vrednosti, bi bila stvar izvedljiva, ampak nikogar ni bilo, ki bi bil pripravljen takrat to kupiti. To je klima, to je ta občutek, vse gre dol, bežimo oziroma držimo to, kar imamo, če lahko vzdržimo s tem, kar imamo, da nam ni treba tega prodajati, pod ceno je ok, če pa ne pa, mi smo pa seveda morali prodajati, zato ker so banke zahtevale vračilo. Zakaj so banke slovenske zahtevale vračilo? Zaradi tega, ker so same bile zadolžene na mednarodnem finančnem trgu in ker je glavna skrb centralne banke bila, da naš bančni sistem ostane likviden, ker v nasprotnem primeru bi, tako kot so nekatere zahodnoevropske države dobile trojko, bi mi dobili trojko in tega smo se pa bali, ko hudič križa, saj naša politika, in potem smo pač naredili to, kar smo naredili, bail-out vseh bank. In na koncu en najbolj krutih zakonov, ko so bili razvrednoteni lastniki bank, to se pravi lastniki delnic bank, ki so jih predtem recimo NKBM-ja kupili na javni prodaji ali pa NLB tudi v dokapitalizaciji, in še vsi obvezničarji podrejenih obveznic. Še danes nimamo, zakon je bil sprejet tak, ne vem, ali ste kaj spremljali to, da se ne moramo pritožiti proti členom tega zakona in da ne moramo od države po pravni poti zahtevati kakršnega koli povračila izgubljenih oziroma, to bi rekli, podržavljenih sredstev. In še danes nimamo možnosti tožiti približno koliko ljudi, približno 700,000 ljudi je pri tem podržavljanju bank in njihovih obveznic utrpelo škodo. Med njimi tudi seveda zavarovalnice, pokojninske družbe kot največji, pa seveda tuji vlagatelji in veliko Slovencev, ki so na koncu to v retailu kupovali. Seveda. Tako da zdaj ne vem, bomo v naslednjem letu gledali, leto sigurno ne, možnost vlaganja prvih zahtevkov za tožbe, ampak zaenkrat slabo kaže. To so verjetno. Nikakšne volje. In seveda to vpliva zelo na to, da ni zaupanja v kapitalski trg v Sloveniji. To je tako zelo skrito, ne vidi se, nihče ti tega ne bo povedal v obraz, ampak dejstvo, ljudje grejo reč v depozite, posebej tisti, ki imajo majhne zneske, zato ker za njih do 100,000 še vedno je neko državno jamstvo. Ali to vpliva? To absolutno vpliva. To je zgodovinski spomin, mi smo komaj naredili privatizacijo, iz privatizacije smo začeli graditi elemente moderne kapitalistične družbe, zato smo dali ponudbe in promovirali borzo in tudi trg je rasel, ko se je pa to zgodilo, da smo imeli te javne ponudbe zavarovalnic, bank, pa še kakšnih drugih podjetij, ki so potem utrpele na banke. Najbolj tak klasičen primer je seveda zaupanje toliko slabelo. In to je, ko se pogovarja z ljudmi, ta fama oziroma ne fama, ta občutek kroži znotraj družin. To se ne govori javno, nič, ampak ko pa ljudje sprašujejo svoje bližnje, kaj bi pa kaj ne bi kupili za višek sredstev, potem se vsak spomni na to, tisti, ki je pač pri tem trpel. In mislim, da neki poskusov je bilo tudi v parlamentu, da bi se tega lotili in uredili tako, kot bi se spodobilo, ampak ne vem, ni volje. Dajte mi povedati, to je bil takrat
recimo kar velik padec, ne? Na delniških trgih, delnice NLB-ja 60% recimo. No, na koncu so bile 90. Na koncu so bile 90. Ampak zanimivo je to, ne, da smo mi, nas so kontaktirali leta 2009 iz Apex sklada. Apex je bil sklad ameriški, ki je delal due diligence Ljubljanske banke pod vlado Janeza Janše. Potem, ko je Janševa vlada padla, on je imel idejo, da bi večinski delež Ljubljanske banke prodal. In potem, ko se je zamenjala vlada, bomo rekli, da je bila prej desna, potem je prišla leva vlada z Pahorjem na čelu, je ta ideja absolutno odpadla. Ne bomo prodajali srebrnine. In 2009 so prišli predstavniki Apexa v Slovenijo in smo jim organizirali sestanek na Ministrstvu za finance in so oni bili pripravljeni plačati takrat po tisti skrbnem pregledu, ki so ga delali dve leti pa pol nazaj, še vedno kupiti in bi bila cena, mislim, da tam okrog 240 evrov za delnico in mi smo rekli ne. In oni so odkorakali. Če bi takrat prodali Ljubljansko banko, bi mi rešili naš bančni sistem. Ja. Ker s kupnino bi lahko država potem financirala ali z obveznicami, ki bi jih banke izdale, ali pa z komercialnimi zapisi likvidnost bank, tako da bi ne bile v nevarnosti vračila kreditov do mednarodnih finančnih institucij in bi se stvar lepo iztekla. Ja. Tako se je iztekla recimo lepo stvar za Gorenjsko banko. Gorenjska banka ni pristopila v sanacijo po zakonu o bankah in je na koncu dobila 30 milijonov dokapitalizacije. Naredili so sami svojo slabo banko, sami so prodali slabe naložbe, ki pa so se s časa pokazali, da niso tako slabe. Ja, seveda. Ker če ti rečeš, da bo družben produkt padal v stres testu bank, rečeš, makroekonomski okviri so naslednji. Družben produkt bo padel za toliko, zaposlenost bo padla za toliko, zadolženost bo padla za toliko. Seveda, ko priješ do neke mere, so vse banke v minusu, mislim z negativnim kapitalom. In točno to se je dogajalo. Ocenjevalci naših bank so spreminjali pogoje stres testa tako dolgo, dokler niso bile vse brez kapitala. A mislite, da je še možnost, da se tak scenarij kdaj ponovi? To vedno je možno. Vedno je možnost. Vedno. Kaj so pa tiste, recimo, kazalniki, ki bi lahko na to, zdaj za nazaj lahko gledamo 2007 in ugotavljamo, kaj je šlo tle narobe, ne? Ampak kaj bi... To je šlo, kar je šlo narobe, je bilo to, da so evropske banke kupovale njihove produkte in da je potem ameriško bančništvo bilo praktično nelikvidno in ker je pa svet tako prepleten, če ena banka nelikvidna lahko povzroča nelikvidnost v vseh svojih poslovnih partnerjih, bistvenih poslovnih partnerjih in to je tako, bi rekel, kot virus se razleze ta nelikvidnost in ker naenkrat ni bilo več nobene druge možnosti, kot da se z masovnim financiranjem iz proračunov zagotovi likvidnost bankam. In to so naredili Američani kratko in ostro in odločno. Mi smo pa to vlekli počasi, dokler niso banke bile čisto izčrpane in smo jih na koncu morali dokapitalizirati. Ja. Kako vi ocenjujete slovensko podjetniško okolje, recimo v primerjavi s 15 leti? Če ga ocenjujete na osnovi izjav članov slovenske vlade pa njegovega predsednika, potem bi rekel, da slabo. Če ga ocenjujete z stališča Apexovih podatkov, bi rekel, da ni tako slabo. Če bi ocenjeval z stališča
izjav predstavnikov gospodarske zbornice in posameznih sektorjev v gospodarski zbornici, bi rekel, da je lahko zelo kritična. Če gledam pa našo družbeno nadgradno ali pa nemenjalni sektor, če gledam pa zdravstvo, šolstvo, visoko šolstvo, raziskovalno dejavnost, pa mislim, da je zelo kritična. Zelo kritična. Ja. Jaz mislim, da je preveč klientelizma, preveč roka roko umije, preveč ti daš meni, jaz dam tebi, da ni poštene tekme, recimo pri vseh teh poslih, ki jih država daje, so neki dogovori o nenapadanju in da nimamo, da zaradi tega ne krepimo svoje kondicije, tako kot bi. Gospodarstvo mora stalno krepiti svojo kondicijo, edini način, da to narediš, je, da je fair konkurenca in da zmaga tisti, ki je najbolj kvaliteten, pa najbolj produktiven, pa najbolj inovativen. Poslovni angeli so ustanovili en majhen sklad. Ugotavljamo, da smo v tistem malem skladu v glavnem investirali v Evropi. Potem, tako da ta vir napajanja startupov ali pa hitro rastočih podjetij obstaja in to bo zdaj mogoče eno vodilo, ki bo popravilo dinamiko. Res pa je, da pa te zakoni, ki jih imamo, ki smo jih v zadnjem času sprejeli, o dolgotrajni oskrbi, o še čem drugem, so pa res ne pomagajo rasti in hitremu razvoju. Tako da mislim, da tukaj, če bo prišlo do spremembe oblasti po volitvah, bo novo administracijo čakalo ogromno dela, da najprej popravijo napake dosedanje administracije in da potem postavijo neke nove temelje. Praviloma mi nismo nič slabši od našega okolice, ampak če pogledam jaz Poljsko, če pogledam Slovaško, če pogledam Češko, kje so te države? Te države so bile na 40% GDP-ja Slovenije, danes so čez Slovenijo. Edino Madžarska je tam nekje. Ampak Madžarska, moramo vedeti, da je njena ekonomija slonela na kmetijstvu in na kmetijsko-predelovalni industriji. V obdobju privatizacije so zemljo prodali, multinacionalke so jo kupile, tudi tiste predelovalne industrije v kmetijstvu so praktično pokupili Nizozemci, Francozi pa Italijani, tako da oni so prodali tudi vso industrijo, tako da res zdaj začenjajo na novo, zato je pa investiranje pri njih tako poceni in grejo Lidli, Hoferji s svojimi skladišči, distribucijskimi centri in tudi seveda Kitajci in drugi, ki prihajajo, ki hočejo osvajati Evropo od znotraj, si vzamejo za taborišče ali pa izhodiščno točko Madžarsko. Se pravi, se vam zdi, da je okolje trenutno za podjetnika mladega, bodisi kakorkoli, malo neprijazno v Sloveniji? Toliko, kot za velikega. Se pravi, ker vatli so za vse enaki, se pravi davkarija, ampak te spodbudni ukrepi so pa kar dobro razdelani za start-upe oziroma za mlada podjetja, bodisi čez Slovenski podjetniški sklad, bodisi čez Spirit, bodisi čez Ministrstvo za gospodarstvo. Tako da tam je nek posluh, neka pozitivna klima, ampak željeno obnašanje moraš nagrajevati in željeno obnašanje nagrajuješ ali pa investiranje v željene panoge delaš z davčnim stimuliranjem. Mi recimo nismo uspeli v zadnjih 10 letih, se pogovarjamo z različnimi administracijami v Sloveniji, z vsemi, ki so pač bile, o tem, da bi za start-upe bila davčna, za investiranje v start-upe bila davčna olajšava iz davka od dobička podjetij. Vse države v Evropi imajo to. Romunija ima to. Za Madžarsko nisem siguren, ampak vse ostale. In ko smo mi
za analizo, ki jo je naredila ena od velikih mednarodnih revizijskih hiš, posredovali, da smo edini, ki tega nimamo, so nam na Ministrstvu za finance rekli, da to je nemogoče izvesti, zato ker to pomeni direktno državno pomoč startupom, tega pa oni ne smejo in ne morejo narediti. Ja. Vsi drugi pa so našli formulo, da to delajo. Ja. In recimo najboljše to narejeno v UK-ju, ja. Neverjeten sistem, in to je spodbudilo investiranje množično investiranje v startupe, tudi na Nizozemskem, v Italiji, celo v Italiji, pa nas pa ne. A se vam zdi, da potem bi mogla država več narediti, da bi ljudi spodbudila v investiranje, recimo imaš recimo pri delnicah, če jih držiš 15 let, je davčno potem... Ja, če bi hoteli spodbuditi... Ali pa karkoli se zdi... Karkoli, ja, absolutno. Da bi mogla država več na tem narediti. Mislim, edini instrument, ki ga ima država, so davčne olajšave. Recimo mi imamo olajšavo na vaš skupen prihodek, ali pa moj, mislim, da 1% še nekaj takega od letnega prihodka, kar lahko namenimo za dobrodelne organizacije. Tako. V tujini je za ta charity možno dati nekaj procentov od podjetij in nekaj procentov od osebnega dohodka, kar je osnova, preden plačaš dohodnino. Zato, ker s tem oni rešujejo ogromno stvari, malih, ki jih ni treba potem peljati čez proračun. Mi imamo pa idejo, mi imamo še vedno v glavi, da mora biti država glavni redistributor, kar pomeni visoki davki, visok proračun, pri nas je proračun pobira približno 50%, pa celo čez 50% družbenega produkta, in to potem oni delijo skozi zakone in druge oblike redistribucije v šolstvo, zdravstvo in seveda tudi za spodbujanje gospodarstva. Ampak za spodbujanje gospodarstva je sigurno bolj davčna olajšava, zato ker nobena državna institucija ni tako fleksibilna, kakor je zasebni sektor pri iskanju investicij. Ker ona mora upoštevati toliko nekih zakonskih pravil in določil, preden nekaj, kar je iz državnega sektorja dodeljeno zasebnemu sektorju, to gre čez 100 kanalov oziroma 100 preverb. In traja dolgo, pa seveda ni nujno, da pridejo najboljši do rezultata, ampak pridejo tisti, ki imajo najboljše povezave. Tako smo videli zadnja kriza, ki je bila z Spiritom. Tiste 2x po 20 milijonov. To se v zasebnem sektorju ne bi moglo zgoditi, niti slučajno. Dajte mi še povedati, upravljanje zneskov, pa tudi lastno vlaganje, ki predstavlja kar velik stres. Sploh recimo, ko pride do upravljanja kakšnih večjih zneskov, bodisi strank, institucionalnih, fizičnih oseb, kakorkoli. Kako se vi soočate s tem stresom, recimo zlasti, ko trgi ne grejo tja, kamor bi si želel? Bolj bomo rekli, kako sem se, ne? Kako ste se? Ja, to je velik stres. Jaz sem uporabljal vse možne metode, da bi ga zmanjšal v tem obdobju, ko smo dali firme v stečaj, oziroma najhujše je bilo pred tem. Ko upaš, da boš uspel prodati portfelj, pa ti ne uspe, vsak dan dobiš ne. In ta ne je grozljiv. Jaz sem to reševal z fizično aktivnostjo, vpisal sem se v fitness, vzel sem trenerja in sem se 2-krat ali pa 3-krat na teden spotil tako res do utrujenosti, ker takrat se resetira živčni sistem in takrat se stres dobesedno skuriš. In potem 2 dni nekako normalno živiš, pa greš spet v fitness. Plus
plus tega sem se začel ukvarjati z, rečemo temu, metafiziko in pač brati najrazličnejše psihološke napotke ali pa priporočila za obvladovanje stresa, kar je pa tudi recimo avtosugestija, hipnoza in podobne tehnike, kar skupaj z fizično aktivnostjo pravzaprav resetira telo in Najhujše je to, ko se zjutraj zbudiš in se ti vrti tisto, kar si včeraj na koncu dneva nesel v poslo. In potem ti gre ponavadi to še v sanje in imaš v bistvu take neprijetne sanje, pravzaprav moraste. In to pomeni, da slabo spiš. In če slabo spiš, se ne more telo obnoviti. In to pomeni, da si poln adrenalina že zgodaj zjutraj. In to pomeni, da si na slabi poti. Zato sem jaz ponavadi zjutraj šel ob 8 na fitness, zdaj 10, da sem to izpotil, da se tako rečem. Super. Potem fizično in psihično se je treba resetirati, da se lahko normalno in seveda, če ne moreš sam, najdi pomoč. Absolutno zastopam to stališče. Ta pritisk, ki se začne sam v sebi vrteti, to je približno tako kot vrtinec, ki te vedno globje vleče. Hvala še za to pojasnilo. Zdaj bi vas poprašal se za ne enega, ampak kar za 2 nasveta. Prvega mogoče za podjetnike, za mlade podjetnike, za podjetnike trenutno v Sloveniji. V vaši karieri ste imeli veliko izkušenj z raznimi podjetniki. Kakšno splošno vodilo, načelo iz vaše strani? Treba je vedeti, kjer imaš idejo in moraš testirati, ali je ta tvoja ideja v trendu. In potem pogledati, ali si sam, ali jih je že 155 pred tabo. No, če je 155, pol sigurno nima smisla. V teh startupih pa imamo seveda tudi neke trende, tako kot na splošno, se spomnite bubble.com krize leta 2000, ki predtem bila, je nastala na valovih prevelikega optimizma v Združenih državah Amerike in seveda preveč sredstev. Vprašanje je, bojo vsa ta vlaganja danes v umetno inteligenco lahko upravičena in bodo se izplačala ali ne, ali bo to postalo neko splošno dobro, ki bo dostopno vsem, tako kot internet. To ne vemo, pa se bodo neki novi modeli morali oblikovati, kako pokriti te stroške, ki so enormni. Ampak prvenstveno pa biotehnologija. Jaz sem velik fan biotehnologije, ki mislim, da lahko v prihodnje rešuje vprašanje zelenosti, ali pa bomo rekli zdravega kmetijstva in zdrave hrane, tudi pa mogoče sintetično narejenih živil, ki bodo narejena v laboratoriju. Tako da to je možno. Tehnologija osnovno imamo, postaja vedno cenejša, prvenstveno beljakovine. Če pomislimo, koliko beljakovin zdaj pojemo, vedno več, koliko moramo soje pridelati, koliko moramo rib pobiti, zato da ribjo moko delamo, da jo prašiči in perutnina zaužijejo in zrasejo. Je to mogoče pa način in gre precej v tej smeri. Celo sintetično mleko, ki bi bilo dosti podobno kravjemu mleku, pa maščobe. Recimo, da se namesto kokosovega olja uporabi sintetično narejeno olje, ki je lahko enako dobro. Samo cene še niso konkurenčne tem kmetijskim izdelkom, ampak gremo v tej smeri. Zanimivo.
kaj bi vi svetovali vlagatelju? Trenutno imate v zadju, več kot 50 let izkušenj verjetno na finančnih trgih. Kaj so glavne zadeve, ki se jih more fizičen vlagatelj? Jaz razmišljam, da večina ljudi, fizičnih vlagateljev, pravzaprav ne jemlje to kot profesijo. Midva smo profesionalca in v bistvu dnevno spremljamo stvari. Najprej smo akumulirali neko osnovno znanje in potem ga dograjujemo z korakoma, z vsem tem, kar se dogaja. In meni zdaj ni treba ponovno vse ekonomije študirati, ker imam to nekako v podzavesti in na to samo nalagam, kaj se zdaj dogaja in spremljam in poskušam ocenjevati z temi svojimi izkušnjami ali pa vedenjem iz preteklosti, kaj lahko iz Trumpovega nastopanja za ekonomijo nastane. In obenem spremljam trende. Se pravi, govoriva zdaj o investitorjih, ki nimajo tega, ker niso polprofesionalci. Tako. Za take bi seveda svetoval, da si najprej dobijo svetovalca, ki jim naredi razrez, odvisno od tega, koliko sredstev imajo, kaj vejo, koliko so se pripravljeni angažirati za to in da jim potem tak reče, fajn, vi ste se odločili, da boste delali obveznice, da boste delali nepremičnine in potem ali pa kriptovalute v enem delu, potem pa najdemo zdaj upravljavca za ta 3 področja. In pa, če praviloma ne moramo najti enega dobrega upravljavca v eni hiši za vse 3 asset klase, pač greš od enega do drugega in skleneš z njimi pogodbo in se naučiš, da ti dajo poročila, kjer boš natančno dobil rezultate, kje stojiš in narediš nekaj, kar je nujno en Excel tabelo, kjer ti vnašaš podatke o poročilih in ugotavljaš, a je plus, a je minus, pa kakšen je in potem na osnovi tega sprejemaš odločitve in ali dvigneš ali pa spremeniš naložbeno politiko in iščeš nekega drugega upravljavca na nek drug asset class. Ključno pa je seveda, da niso vsi naložbeni razredi časovno enako naravnani, da so eni dlje, eni pa krajše in eni mogoče malo bolj tvegano, drugi pa malo manj. Super. Ampak brez sodelovanja strokovnjakov z tega področja je škoda, razen seveda, če ima nekdo, ko gre v pokoj, namen, da bo popolnoma spremenil svojo dejavnost in se bo učil ekonomije od A do Ž oziroma vlaganja, pol je to ok. Ampak praviloma je pa to tako, če nimaš IT znanja dobrega, potem v današnjem času pravzaprav sam zelo težko naložbe delaš. Povejte mi potem, gospod Drobnak, še enkrat hvala, da ste se oglasili. Glavna stvar, ki bi želeli, da se ljudje, naši so predvsem vlagatelji, zapomnili iz tega pogovora. Ja, ugotoviti, kakšna je njihova pozicija dolgoročno. Recimo, vzamemo nekoga, ki je star 60 let, je zapustil delovno razmerje, koliko sredstev ima, koliko sredstev potrebuje za življenje, za normalno potrošnjo, za tak standard, ki ga je navajen. Potem, kaj so izjemne razmere, ki se mu lahko zgodijo, bodisi, če je vse zavarovano, če so nepremičnine, če je avto, ali je zavarovan in kako te rizike obvladuje, da ne nastanejo neki nepričakovani izredni primeri, ki lahko požrejo en dobršen del prihrankov. In zaradi tega, skladno s tem, potem ugotoviti, koliko sredstev naj bo kratkoročnejše, bolj likvidno naloženo, seveda z manjšimi
manjšimi prihodki oziroma donosi in potem reči, ja, eno slabo tretjino upam tvegati malo več, ostalo bom pa razpršil v nekaj asset klasov, ki pa so zelo odvisni od osebnega karakterja, nagnjen poznavanja preteklosti, kroga, v katerem se ljudje gibljajo. Ker tam, če je že nekdo nekaj naredil, pa je bil uspešen, to je zelo močen faktor za odločanje. Temu ne bi dajal preveč poudarka, treba se sam naučiti, pregledati, kdo so ponudniki, se pogovarjati z njimi in počasi priti do lastnih spoznanj. Zelo dragocen nasvet. Hvala lepa. Povejte mi, kje vas lahko naši gledalci najdejo? Imate kakšno, ste še aktivni? Klub poslovnih angelov bi jih napotili, da se kaj pogledajo, kaj s čim se ukvarjate? Klub poslovnih angelov je zelo uspešen. Jaz sem tam še član upravnega odbora. Sedim v istih prostorih z kolegicami, ki to vodijo, z Nino in Majo. In ja, če ima kdo željo, bodisi da ima dober predlog za financiranje startupa, ki ga sam goji ali pa razvija, ali pa taki, ki bi se želeli vključiti v klub. Klub deluje po tem principu, da obvešča o vseh dogodkih pa o naložbenih priložnostih, ki jih obdelujemo in potem predstavljamo na eni platformi internetni, kjer lahko vsak sprot vidi, a ga zanima ali ne. Klub je organiziran tudi v mednarodno mrežo poslovnih angelov. Nina Dremljeva je tudi članica Evropskega združenja poslovnih angelov. V Belgiji je sedež in skozi to imamo dostop tudi do naših kolegov poslovnih angelov v sosednjih državah. Prvenstveno lepo sodelujemo z Hrvati, sodelujemo z Bosanci, Srbi, z Avstrijci, z Italijani, z Madžari, Čehi pa Slovaki. To je ta krog, kamor se lahko odpelješ v 2 urah, 3 urah z avtomobilom. To je tudi običajno krog, v katerega mislimo, da se splača, če nisi čistko. Če hočeš imeti roke gor ali pa hands on, kakor se temu reče, da malo veš, da lahko vidiš start-up podjetnike, pol je to, če pa si, bi rekel, čist portfeljski investitor, pa čim več greš na tiste platforme, ki ponujajo worldwide start-upe. Super, evo, vrhunsko, poglejte, prečekirajte klub. Je dobro mesto za take, ki hočejo imeti tvegane, pa potencialno zelo dobre naložbe. Vrhunsko. Gospod Drobnak, še enkrat najlepša hvala za dragocen pogovor. Tudi. Pa da se že kdaj srečamo. Hvala vam za povabilo. Tako. Ja.